Triglav, Gorica, Domžale in še Zavrč. Niz je podaljšan, 4 tekme, 4 zaporedne zmage. Sobotna predpraznična je bila izražena z najvišjo razliko v zanimivem okolju. Ob gostovanju Maribora je že po tradiciji v Zavrču vedno nogometni praznik. Mnogi so si poiskali ob zasedenosti obeh tribun svoj položaj za ogled tekme za ograjo ob robu igrišča. Drugi na cesti ali pa so dogajanja spremljali iz bližnjega nasipa. In v takšnem ambientu ni manjkal dinamičen odziv obeh ekip. Prvi so skušali ogroziti vrata gostitelji s podajo proti Golubarju v kazenski prostor, a je z uspešnim posredovanjem Handanović nakazal, da sledi tekma brez upanja za domačo ekipo. In potem začetek revije mariborskih golov s hitrim vodstvom. Mendy je priboril kot, ki je prinesel veselje v 18. minuti. Cvijanović je poslal predložek v kazenski prostor. Fajić pa kot najvišji v skoku zabil žogo v mrežo za prvo prelomnico dvoboja. U prošloj utakmici s Domžalama nisam imao baš toliko sreće. Ovaj put je bilo dobro, dao sam prvi gol, to je najbitnije. Poslije su oni morali da krenu ofenzivnije, što smo iskoristili. Gostitelji sicer niso obupali, potrdili so zgodbo o igri s povečanim motivom, ko je na drugi strani zasedba v vijoličastem. Med poskušanjem lova na izenačenje je prišel do udarca Dugolin in zadel zunanji del mreže. Obetavnejšo situacijo je imel Golubar, ki je ob soočenju s Handanovićem žogo poslal čez gol. Vmesni poskusi niso spremenili zgodbe tekme. Ob kombinatorni igri je bil na preizkušnjah predvsem domači vratar, ki v podaji Filipovića v kazenski prostor ni prišel do žoge. Cvijanović je izbral spretno rešitev s peto, toda ni se izšlo z atraktivnim zaključkom. V naslednji hitri akciji sta Cvijanović in Milec ušla po desni strani. Milec je poslal predložek v kazenski prostor, Mendy pa z glavo ni uspel doseči namena. Na odmor se je šlo 0:1, po vrnitvi slačilnice pa močnejši naliv in toča golov. Najprej po receptu z uvodnega dela tekme povišanje vodstva, že v 3. minuti nadaljevanja. Kot je izvajal Cvijanović, znova z natančnim predložkom in tokrat je Argus z glavo premagal domačega vratarja. Fink je skušal ukrotiti žogo, a je ob posredovanju že prečkala golovo črto. Za višino, ki imamo, pomeni, pričakujemo, da bomo dosegli kakšen gol iz prekinitve. To nam je danes uspelo dvakrat. Obenem smo nasprotniku prepustili bore malo in tale učinkovitost je seveda spodbuda za prihodnje tekme. Iz 0:2 pa takoj 0:3. Tudi na razmočenem igrišču je žoga ostajala v posesti nogometašev v vijoličastem. Viler je med učinkovitim pohodom podal z leve strani natančno v sredino do Mendyja, ki je zadel Finka, žoga pa se je odbila v Dugolina in končala pot v mreži. Ekipa Zavrča je vmes povzročala težave, ob zadnjem soočenju v letošnji sezoni pa ostala nemočna. Pogled na 0:3 na semaforju je bil za številne domače privržence že znak, da so premočeni začeli odhajati domov, odprava iz Maribora pa ni popuščala. To je res. Tako je ponovadi ekipe, kad se naredi kakšen rezultat, se ostavijo, ampak hoteli smo še in še. Znači, to je Maribor, rušimo vse, nekaj. Iz gostujočega navijaškega sektorja se je razlegala pesem, ekipa pa ni nehala mleti in je poskrbela tudi za silovit zaključek. Z iskanjem novih priložnosti. Ena se je ponudila po kotu, ko je žoga priletela do Rajčevića, tudi previsoko, da bi jo lahko bolje zadel.
Nato je vratnica preprečila gol. Vršič je podal Mendiju, ki je prišel do soočenja z vratarjem, nameril v levi kot in zadel vratnico. V naslednjem poskusu se je mreža zatresla, zadetek ni bil priznan, Milec je podal kazenski prostor, Tavares pa spravil žogo v mrežo, toda sodniki so označili, da gre za ofsajd. Ob popolni prevladi šampionske čete kot naslednji do udarca Vršič, vratar Fink je z uspešno obrambo preprečil novo povišanje vodstva. Preložil ga je tudi o posredovanju po udarcu Mertlja z glavo. Je pa se rešetanje završke mreže končalo šele pri 0:4. Akcijo sta pripravila Tavares in Mendi, s spretnim preigravanjem pa jo je dokončal Vršič, ki je obšel vratarja in zadel. Za lepe praznike, za nadaljevanje silovitega pohoda in za najlepše povabilo na naslednjo tekmo v Ljudskem vrtu. Že to sredo ob 17:30 proti Rudarju.